Gledate oddajo Klepet ob kavi. Osti Jarej, pozdrav, ki je marsikoga zmedel oziroma se je vprašal, ali je to sploh v slovenščini. Tudi našo gledalko, ki je takole komentirala na Facebooku, malce samo raziskovala in ugotovila, da gre za 2500, več kot 2500 let star pozdrav Osti Jarej, ki torej pomeni, zakaj ga tako radi uporabljamo, pomeni ostani zdrav in pomlajen. Da pa bi ostali zdravi in pomlajeni, se nam ne sme zgoditi to, kar se zgodi z vžigalico, ki zelo hitro pregori in izgori. No, to, da pregorimo, pa se dogaja zelo veliko ljudem v Sloveniji, in sicer več kot 50% zaposlenih naj bi imeli to zgodnjo fazo izgorelosti, medtem ko vsak 10. zaposleni doživi skrajno fazo izgorelosti. In pa poglejte tudi ostale informacije, 14% odraslih naj bi bilo torej v depresiji. Morate vedeti, da je ta realen odstotek verjetno precej višji, ker jih veliko ne išče zdravniške pomoči. In danes, dragi gledalci in gledalke, boste izvedeli 3 glavne take korenite vzroke, zakaj sploh pride do izgorelosti. V naši družbi pa je Edita Tomič, ki pomaga mnogim na različne načine z vsemi izobraževanji, ki jih je torej opravila, in danes torej o izgorelosti. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Edita. Pozdravljena. Torej danes nam boš zaupala kaj več o izgorelosti, kaj je dejansko zadaj. Naštela boš 3 glavne razloge. Kateri so to? Ja, prva stvar je občutek krivde. Občutek krivde, ker nas vzgajajo v tem smislu, od začetka našega življenja, da moramo vse storiti tisto, kar drugi pričakujejo od nas. Vedno nas vrednotijo s tem, ali bomo podrejeni, ali se jim bomo prilagodili. Malo je pa takih, ki nas opazujejo kot osebo. Torej, to je prva stvar. Druga stvar? Druga stvar je občutek slabe vesti, ker nismo dovolj dobri. Potem so pa seveda vsemu temu skupaj je pa vzadaj občutek strahu. In strah je pa tisti glavni, ki se razvije iz vseh ostalih dejavnikov. Meni se zdi zdaj ključno vprašanje, ki se mi poraja po glavi. Ali je izgorelost v Sloveniji zelo visoko, smo namreč po teh lestvicah, ali je problem zaradi tega, ker dejansko toliko delamo in smo toliko obremenjeni, ali si to sami v glav naredimo? Ja, mi si dejansko, to je psihosomatika. To je tako zapletena stvar. To se pravi, ti 3 dejavniki nas prisilijo, da mi smo vedno v krču strahu, ali bomo dovolj dobri. In potem naši spomini iz preteklih dogodkov, iz travm, potem nam plasirajo samo negativne misli. In negativne misli dosežejo to, ker to ni psihična motnja, to je čustvena motnja. Izgorelost je čustvena motnja, zato se tudi začne tukaj z kakšnim paničnim napadom, z razbijanjem srca, to se pravi s to anksioznostjo, arimetrijo in tako naprej. Zaradi tega, ker um ni nikoli utrujen, ni nikoli prestrašen, ampak dejansko nam potem potom receptorjev iz raznih celic daje občutke. Občutki so pa tisti, ki nas prisilijo, da je naše telo v krču. In dejansko ta izgorelost, depresija in to se pojavi zaradi tega, ker naše telo ne funkcionira fizično tako kot treba, in to na osnovi strahov. Strahov, se pravi, v bistvu vsi sami to naredimo, telo pa odreagira na to. Tako je, sami, ker lejte, moje vprašanje, ogromno je tega. To ni samo pri odraslih. Nažalost se to pojavlja že v osnovni šoli, pri 11 letih. Zakaj? Zaradi tega, ker
pač starši pričakujemo ogromno od naših otrok, živimo svoje iluzije in silimo otroke v nekaj, kar jim sploh ni do tega in imajo skozi občutek, da niso dovolj dobri. Ampak vse glih, recimo, ko si ti začela z vsemi temi tečaji, z grafologijo, s theta healingom, z vsemi temi zadevami, ljudje prihajajo k tebi, ki iščejo neko pomoč. Tako. Verjetno 10 let nazaj nisem vedela 10 let nazaj, kaj pomeni izgorelost. Tako, da je to neka moderna zadeva zdaj. Tako je, ne? Pač v naši bivši republiki pa malo let, 10-15 let nazaj, so bile drugačne prioritete. Je bilo drugačni odnosi, je bilo še vedno sodelovanje, sočutje, razumevanje. Tudi če si se v službi skregal, ne, so šli popoldne na pivo ali pa na kavo in se je zadeva umirila. Sedaj je pa sistem kapitalizma naredil to, da smo neprestano ogroženi. In ta ogroženost je glavni vzrok za to, da imamo skozi slabo vest, da nismo dovolj dobri. Skozi smo v krču strahu, skozi smo v navalu adrenalina in naše fizično telo ni prilagojeno temu. In tega prej ni bilo tako. Prej so bili kakšni partnerski odnosi, zdravje in tako naprej. Sedaj pa vsaka oseba, ki pride do mene, ima na tem področju problem. In jaz imam zelo eno dobro tako prvo vprašanje, ki ga postavimo sebi. In to je, kako odreagira, ko se razjezi. Če pade megla na oči, če zavesa pade, ali dejansko, da lahko to... No, kako ti reagiraš, ko se razjeziš? Ko te res nekaj razjezi? Po moje odvisno, kdo me razjezi. Obstajajo ljudje v mojem življenju, ki imajo več moči, da znajo pritisniti na prave gumbe, da znam bolj burno odreagirati. Ampak načeloma pa sem se že stranirala, da se lahko tudi začnem smejati. Recimo, če mi partner nekaj reče, da bo pa zdaj on neki glas vzdignil, se mu začnem smejati, ker je najbolj prijazno bitje na tem svetu in to njemu ne paše. Ja, ampak točno to je prvi pokazatelj, zakaj smo prišli v izgorelost. Ker, bom kar povedala iz prakse primer, oseba, ki je zelo čustvena, reševala zelo velike težave v svojem življenju, finančne in tako naprej, zaradi podjetja in tako. In dokler je to delala, je bilo vse v redu. Ko se je pa umiril, ko je ta adrenalin prenehal, se je pa kar naenkrat pojavila slika, kako bo zaklal svojega sina, ki ga ima najrajši na svetu. In to je že obsesivno-kompulzivna motnja, ki je že naslednja faza izgorelosti. In v bistvu, ko sem ga jaz vprašala, kako reagiraš, ko te sin razjezi, ki ga ima najrajši na svetu, je rekel, on me nikoli ne more razjeziti. Mene nikoli ne more nobeden razjeziti. Jaz sem vljuden, prijazen. V sebi pa... To je glavni razlog, da si prišel do tega stanja. Ker dejansko, potem mi si ne upamo reči ne. Ker je strah pred tem, da nas bojo zavrnili, da bomo izgubili službo, da nismo dovolj dobri, da bomo sami in tako naprej. In te strahovi nas silijo v to, da potem naredimo vse in smo poligon za čustveno izsiljevanje. In posledice tega so potem tisti primeri po 25 letih zakona zaklala svojega moškega. Tako je. To je pa potem afekt, ampak taki ljudje običajno nimajo te izgorelosti. Imajo mogoče kakšne druge motnje, ampak izgorelost se ponavadi pri moških na žalost konča dostikrat s kakšnim samomorom in tako naprej, ker te čustvena stanja, ta strah, da bojo umrli kaj takega, se potem spremeni v to, da mislijo, da se jim je res kaj v glavi premaknilo, da niso več normalni, in to je tisti glavni razlog, da niso več v tej fizični in psihični kondiciji, kot so bili. Ampak to se zgodi čez noč. Te izgorelosti ne more predvideti nihče. Prijateljica mi je zaupala svojo izgorelost. Predvsej je delala, je bila obremenjena, pa otroci doma, pa vse skupaj je šlo. En dan je bila v službi in se ni mogla več premakniti.
Ja. Dobesedno se ni mogla več premakniti, rezultat, prišel je rešilec, jo je dejansko odpeljal, 3 mesece rehabilitacije, mogla ni nič. Tako, zaradi tega, ker fizično telo nas že prej opozarja, da delamo preko svojih zmožnosti. Ne mislim fizično delo, ne mislim umsko delo, ampak glejte, to je avtoagresija. Mi svoja negativna čustva, to je pravi občutek jeze, občutek zamere, občutek ponižanja, občutek strahu pred zavrnitvijo, mi to goltnemo, se ne pogovarjamo o tem, ne postavimo meje, do kje se gremo pa do kje ne, in to nas pripelje do tega, da fizično telo zablokira. Dejansko je klinično vse BP, ampak mi smo pa v nemogočem stanju, ker ne moremo nič. In v takih situacijah jaz osebno usmerim osebo, če vidim, da je res v takem krču strahu, da tudi s pogovorom, z iskanjem vzroka, kdaj se je to začelo, kako se je začelo, zakaj si ne upa postaviti meje, kaj bi pri tem izgubila, če bi partnerju ali pa šefu postavila oseba mejo in tako naprej. Jaz usmerim osebo tudi na antidepresive zaradi tega, ker takrat je oseba v takem krču strahu, da se ji bo kaj zgodilo, da sploh ni sposobna razmišljati. In potem antidepresivi naredijo to, da vzpostavijo pretok leve in desne možganske polovice in oseba zadiha. Se umiri po 3 tednih in takrat je potem super, da začnemo kopati te vzorce, zakaj se je to zgodilo, kdaj se je zgodilo, kje je glavni razlog. Ampak glavni razlog je to, ta občutek ogroženosti v tej naši družbi, kjer smo 24 ur. Kaj bo, če ne bo tega? Kaj, če bo neunga? V službi zahtevajo nemogoče. Doma partner ali partnerca zahteva neki status, neki standard. Najhujše je to, ker največ izgorelosti, je zelo veliko izgorelosti v privatnem sektorju. V privatnem sektorju? Ja, tele gospodje, ki so direktorji in tako naprej, prvič je to zmotno mišljenje, da zaposleni so samo strošek, hočejo na en način prišparati, potem družinski člani zahtevajo standard, ki so ga bili navajeni, in tako dalje, ampak to ni vedno samo vzpon, ampak je valovanje, in marsikoga potem potisne na rob. Torej, vsi gledalci, ki bi želeli izvedeti več, imajo torej na spletni strani Klepetovi strokovnjaki odgovarjajo, izgorelo slabo počutje in nespečnost in pa seveda tudi povezava do tvoje brezplačne meditacije za krepitev tega notranjega miru. Na kakšen način ti še pomagaš ljudem, da se dejansko poberejo, da si nehajo to delati, ker jih pelje dejansko v take nezaželene vode življenja? Ja, tako je. Prva stvar, ki je, jih jaz naučim na vsaki terapiji 4 vprašanje. Vsakega naučim ta 4 vprašanja. Zakaj vztrajamo v taki energiji? To se pravi, to so tisti miselni vzorci, ki so nas naučili, da moramo biti skozi podrejeni, pa da se ne da, pa tako naprej. Drugo, kjer je ključni strah, če bi se temu zoperstavili, strah pred samoto, pred izgubo, pred revščino in tako dalje. Potem, kakšni so pri tem občutki, jeza, žalost, grenkoba, ujetost, ker depresija, izgorelost je strah pred ujetostjo, ker se začutimo, kot da nas je eden zvezal v neko pozicijo, kjer ne moramo ven. No in potem, kako bi se radi počutili, to se pravi sreča, veselje in tako naprej, ker če smo mi sposobni ustvarjati negativno mišljenje, smo sposobni ustvarjati tudi pozitivnega, ker isti možgani to delajo. In pa potem, kaj se moramo iz tega naučiti, da smo mi tisti, ki o tem odločamo, kako in kaj se bomo počutili. Kot podpora, pa jaz vedno priporočam ali meditacije ali sproščanje, vendar nismo vsi sposobni v tem stanju nič misliti, zato je zelo super tehnika reiki, kjer se povežemo in se sprostimo, da se vzpostavi pretok energije, tekočine, kisika, vsega po telesu in s tem tudi zadihamo, ker krč pri izgorelosti je v
tej srčni čakri. Kaj pa tole Theta Healing? Vidim na tvoji spletni strani začetni seminar 18.10., 25., 2.11., 9.11. To je pa Theta Healing, pa Reiki, to so različne stvari. Ampak kako ti vidiš, kaj bi bilo za koga? Ali se sam najde noter, ki si prebere kaj več na osebnarast.si? Kako je s tem? Takole, ne, Reiki je bolj enostavna, preprosta tehnika, ki jo zelo hitro lahko uporabljamo. Theta Healing je pa ta tehnika, ki jo jaz priporočam pri teh zadevah, ne, pri izgorelosti in doseganju ciljev, ker gremo pa globoko v podzavest in odkrivamo strahove in jih tudi testiramo, ne z našim egom, ampak prav energijsko testiramo, ali so res vzrok za nastalo stanje ali ne. Jaz nikoli ne prisiljujem ljudi, kaj ne naredijo, pa kaj je primerno za nekoga in kaj ne, ker jaz nisem Bog, da bi odločala, ne, kaj je najboljše, naprimer za tebe, ampak tisto, kar osebo pritegne. Tudi kolikrat bo prišla na pogovor, je to odloča oseba, ne jaz. Ampak a ni tako, da ljudje, ki so izgoreli, ki imajo težave z izgorelostjo, pač itak nimajo nič časa v življenju, zdaj bojo pa še oni hodili na neka srečanja, pa svetovanja, pa tečaje. Tako je, ne, ko prideš ti do točke, ki ti postane zelo hudo, boš začel razmišljati, kaj boš iz tega naredil. Ali boš šel samo po tabletko, po antidepresiv in boš jemal to doživljenjsko, ker ne boš pri sebi spremenil nič, ali pa se boš začel zavedati, da si ti tisti, ki o tem odloča. Jaz pravim, to izgorelost, pa depresijo, je treba zelo resno jemati, ker je isto huda bolezen kot naprimer rak. Sami se lažje poistovetimo z rakom, ker smo bogi, kot pa z izgorelostjo, ker nas je še vedno strah, ker menjamo to da se ti je Mars kegljalo v glavi, za to res hudo stisko. In jaz osebno sem proti temu, da so ljudje z izgorelostjo in depresijo na bolniškem staležu, zaradi tega, ker potem imajo še 24 ur časa razmišljati o svojih strahovih, koliko so bogi, kaj se jim zgodilo, ker v bistvu možgani takrat še bolj delujejo in samo poglabljajo. Mi moramo iti ven iz tega razmišljanja. Saj obstaja ogromno enih zelo dobrih knjig, ki so tudi zdaj šle na to temo, ki jih jaz zelo priporočam. Odlično. Mogoče kakšno lahko kar omeniš? Ja, jaz vsakem priporočam na mojih delavnicah, placebo ste vi, ker je zelo dobro razloženo tisto, kar je že 20 let učim, in tudi rišem na mojih delavnicah in noter zelo dobro razloženo. In pa film Miroljubni bojevnik, ki ga igra Nick Nolte, kjer je pa tudi poudarek na tem, kaj je pomembno v tem trenutku, tukaj pa zdaj, ne pa če, pa kako bo, pa kaj bo, ker ti čeji, pa ti strahovi, pa predvidevanje, kaj bo jutri, ponavadi predvidevamo samo negativnosti, ker so nas tako naučili, ker je to tudi vpliv religije na tem področju zelo močen. Se pravi, finta od cele te izgorelosti je, koliko ti znaš handlat, po domače povedan, samega sebe, v smislu svojih misli, strahov in vseh pritiskov, ki so zdaj prisotni. Ni pa to povezan s tem, koliko dejansko imaš obveznosti, sam kako jih boš handlal. Ne, kako jih boš sprejel in pa predvsem je pa pomembno, koliko zaupaš vase in koliko ti sam sebe sprejmeš takega, kot si. Najlepša hvala. Edita Tomič je bila torej danes v naši družbi, zaupala nam je ogromno nasvetov, podala veliko takih in drugačnih stvari, ki jih lahko seveda raziskujemo naprej. In slišali ste, nimam časa, ni izgovor, je pravzaprav samo pokazatelj, da mogoče nimate ustrezno postavljenih prioritet. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. 21. oktobra 2019. godine ponovo dolazim u Ljubljanu. U Sloveniji sam čest gost, međutim u Ljubljani nisam bio nekoliko godina. Mislim da je vrijeme da naši Slovenci u glavnom gradu Slovenije čuju novosti iz Bosanske doline Piramide.
17.10. vas vabimo na brezplačni dogodek, namenjen predvsem bolnikom, onkološkim in drugim. Marija Ana Kolman bo govorila o naprednih pristopih združevanja medicine in fitoterapije. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. Vzrokov za glavobol je več in zakaj jih je dejansko fajn poznati? Zaradi tega, ker ko poznaš vzroke za glavobol, boš lažje našel tudi način, kako to rešiti.